Kaj to vrstna novost dejansko pomeni za bolnike? Kaj prinaša v praksi? Veliko sprememb pravzaprav. Zdaj, mogoče bi se jaz omejila, kaj prinaša bolnicam z rakom dojk, bom na tem ilustrirala. Tukaj sta dve različni stvari. Ena stvar je to določanje molekularnih lastnosti na samem tumorju, ki se bo izvajalo v našem laboratoriju. To prihaja predvsem v poštev pri bolnicah z razsejano boleznijo, ko jim ob presoju bolezni lahko določimo značilnosti tumorja, da se odločimo o najoptimalnejšem zdravljenju. Naprimer, določimo jim mutacijo BRCA, ker bolnice z prisotno mutacijo BRCA lahko odgovorijo zdravljenje z tako imenovanimi zaviralci PARP. To je prva možnost. Potem, naprimer, določimo mutacijo gena fosfoinozitol 3 kinaze in če ugotovimo, da je ta mutacija prisotna, lahko take bolnice ciljano zdravimo z zaviralcem fosfoinozitol 3 kinazne podenote alfa ali perisip. To je taka ilustracija take praktične uporabe tega zdravila, te molekularne diagnostike. Druga stvar so pa ti molekularno-diagnostični genski testi oziroma genski podpisi. Te pa določamo bolnicam z zgodnjim rakom dojk. To se pravi, po operaciji mi vsaki bolnici v tumorju določimo lastnosti tega raka. In pri 90% bolnic, še več kot 90% lahko mi na podlagi patohistoloških lastnosti, ki jih določa patolog v našem laboratoriju, nekaterih drugih lastnosti bolnika samega, se odločimo, kakšno sistemsko zdravljenje potrebuje. Obstaja pa en delež bolnic, ki imajo pozitivne hormonske receptorje, ki so jih rutinsko določamo že 40 let, ki imajo negativen HER2 status, ki ga rutinsko določamo že 20 let, v katerih se pa ne moramo točno odločiti, kakšna terapija bi bila za njih najbolj optimalna. Zagotovo, če so pozitivni hormonski receptorji, zdravimo s hormonsko terapijo. Ne vemo pa, ali jim koristi kemoterapija ali ne. In do zdaj smo se odločili raje več kot manj in smo vse te bolnice, ki smo mislili, da bi lahko imele korist od kemoterapije, glede na te patohistološke lastnosti, in kemoterapijo tudi dali. Ta genski podpis pa pogleda tumor malo drugače. Ne gleda te samo izraženosti hormonskih receptorjev, HER2 statusa, diferenciacije tumorja in ostalih lastnosti, ampak gleda proliferacijo genov, ki so povezani, izraženost genov, ki so povezani z proliferacijo rakave celice. In na podlagi te izraženosti teh genov ta molekularni test določi, ali ta tumor pade v visoko in nizko rizično skupino za ponovitev. In če pade v nizko rizično skupino za ponovitev, nam ta lastnost dodatek k samostalnim, ki jih imamo, da dosti dobro napovedno vrednost, da ta bolnica ne potrebuje kemoterapije, ker bo izhod njen bolezni enak, ali bo kemoterapijo dobila ali ne, in jo bomo zdravili samo s hormonsko terapijo. Če bo pa ta genski test napovedal, da je to rak z veliko tendenco ponovitve bolezni, bomo pa rekli, ta bo pa imel korist od kemoterapije, in bomo bolnico zdravili tako s kemoterapijo, tudi kot s hormonsko terapijo. To nam to pove. To so pa ti genski testi, ki jih ne bomo delali na Onkološkem inštitutu, ampak bomo pošiljali tumorska tkiva v zunanje laboratorije, za Oncotype je to ameriški laboratorij, za MammaPrint je to nizozemski laboratorij. Te testi nam bodo pomagali pri odločanju o optimalnem zdravljenju zgodnjega raka, to se pravi opustitvi kemoterapije ali kemoterapijo bolnica potrebuje. Te ostale molekularne značilnosti, ki bodo pa določene v našem laboratoriju, nam bodo pa bolj služile za usmeritev v zdravljenje, potem ko je bolezen enkrat razsejana, če jo lahko zdravimo z raznimi tarčnimi zdravili. Tako, kakorkoli diapazon odločanja glede možnosti zdravljenja se zdaj definitivno spreminja. Se nam razširi. Tako. In kakšni so vaši občutki ob teh možnostih? Kako na to gledate kot zdravnica?
mogoče čisto povsem zasebnega vidika vprašanje. To je pravzaprav fantastično, ne? Ker če imamo na razpolago neko novo zdravilo, seveda si ravno tako, ko se bolniki želijo dobiti nova zdravila, tako tudi zdravniki želimo s temi novimi zdravili zdraviti. In če so to tarčna zdravila, je seveda molekularno diagnosticiranje tarče za ta zdravila glavno, da se sploh lahko tako zdravilo damo. To se pravi, iz tega stališča je to absolutno nujno potrebno in ne more zdravnik zadosti strokovno delati, če nima vseh informacij o rakovi celici. Tako pač je moderna onkologija. Ne moš ti kar nekaj zdraviti, zato s tistim, kar pač imaš, ampak moš izbrati tisto, kar je za določenega bolnika najboljše. In seveda, tako kot je za bolnika tako fajn, tako je tudi to za zdravnika fajn. Ne? Definitivno. Kar se pa teh genskih testov pri zgodnjem raku dojke tiče, pa seveda smo zdravniki narejeni tako, da raj daš nekaj več kot nekaj manj. Ne? In v bistvu te genske teste res rabiš, da ti potrdijo tisto, da ne boš naredil za bolnika premalo. Koliko pa to bolnicam pomeni, da jim ni treba pa kemoterapije prijeti, pa neizmerno veliko. To je pa nekaj najpomembnejšega v onkologiji, da mi poskušamo bolnikom vse skozi izboljšavati kakovost življenja. Ne? Če neko potencialno toksično zdravljenje pustimo, to pomeni dobro kvaliteto življenja bolnikov.